Zdaj bomo pa malo povadili. In sicer tukaj je kar veliko primerov, zato bi jaz predlagala, da gremo nekaj za domačo nalogo, nekaj bomo pa skupaj, a ne. Tako, iz prve bom po 2 primera, kar ostane za domačo nalogo. Najprej recimo tegale. Pa tegale sem si izbrala, ne. Pa poglejmo, kaj bo. Najprej koren 25. Se pravi, rekli smo, pri korenjenju se vprašam, katero število moram dati na kvadrat, da dobim 25. In odgovor je 5. Zato je tudi rešitev koren 25, 5. Potem imamo pa koren iz -9. Katero število moramo dati na kvadrat, da dobimo -9. No, to je pa takole, ne. Nobeno število ne moramo dati tukaj minusa. Zato, ker kvadrat izniči ta minus. In zato koreni negativnih števil, kvadratni koreni negativnih števil ne obstajajo. Vsaj v realnih številih, ne, kjer bomo mi računali. Okej? Gremo naprej. Tule bom izračunala tale primer. Prej imamo koren 16 ulomljeno s 25. Zdaj, kako korenimo ulomke? Ulomke korenimo tako, da korenimo števec posebej pa imenovalec posebej. Koren iz 16 je 4, koren iz 25 pa 5. Tako, drugo nalogo smo. Zdaj gremo pa tretjo. Bomo pa tole bom izračunala. Pa tegale. Se pravi, imamo tretji koren 27. Kako to izračunamo? Se pravi, katero število moramo dati na 3, da dobimo 27. Zdaj, tukaj lahko malo z ugibanjem, a ne. Lahko veste na pamet. Jaz vem na pamet. 3 na 3 je 27, to zato, ker je 3 krat 3 9, krat 3 je 27, ne. In to pomeni, da je tretji koren iz 27 3. No, zdaj imamo pa še naslednji. Tretji koren iz 1/8. Ja. Kako se zdaj tega lotiti, ne, 1/8 je kar težko zadeti. Koren ima ta lastnost, da korenimo števec posebej, pa korenimo imenovalec posebej. No, to bo pa že lažje, ne. Koren 3 iz 1. Katero število moramo dati na 3, da dobimo 1? To je enostavno, ne. 1. Se pravi. In pa imamo zdaj koren 3 iz 8. Katero število moramo dati na 3, da dobimo 8? 2. In damo 2. Če vas tu matra kaj ali pa kakorkoli, vzemite kalkulator in izračunajte, ne. Ni problema, lahko. Tako. No, recimo jaz bom tole, za vas bo pa ostalo to, naslednja 2. Okej. Se pravi, najprej poglejmo, koliko je 100 minus 64. Ja, 100 minus 64 je 36. Se pravi, koren iz 36 je 6. No, kaj pa, če imamo koren 100 minus koren 64? Bo prišlo tudi enako. Bo prišlo 6. To je tako, da bi ta koren nesli na vsakega, ne. Bomo videli. Pa najprej izračunamo koren 10. Mislim, koren 100 je 10. Minus koren 64 je 8. In rezultat je 2. Tukaj vidimo zdaj, ne, kadar je pod korenom minus ali plus, ne moremo korena kar metati sem in tja, ne. Drugače je pa z množenjem. Tako. No, tole naj ostane. Zdaj imamo še pa recimo, tukajle imam B-primer. Imamo tretji koren iz -5 na 6 x na 9. Rekli smo, koreni negativnih števil ne obstajajo. Kvadratni, ne, kubični pa in minus se prenese. Dobro, minus smo uredili. Zdaj pa 5 na 6. Koren v bistvu pokrajša število 6
in sicer lahko delimo 6 s 3. To pomeni, da dobimo 5 na kvadrat. In isto pri x na 9 s korenom, v bistvu pokrajšamo tole in dobimo x na 3. Če še rešimo do konca, je to minus 25x na 3. Tako. Pa gremo naprej. S kalkulatorjem natančno izračunaj. Pa dajmo tukajle, da bo bolj zapleteno, tretji koren. No, jaz bom vzela tegale s kalkulatorjem, ostalo boste pa vse vi. Se pravi, tretji koren iz 5 polomljeno 4. Najprej moramo priti do tretjega korena. To je Shift. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!